Ali je kdo od pretendentov za mandatarja že preštel do 46? Po slabem mesecu dni zakulisnih sestankov in pogajanj po parlamentarnih volitvah se bodo jutri poslanci prvič tudi uradno preštevali. Predsednica države, ki v prvem krogu predlaga mandatarja, bo namreč gostila vodje 7 poslanskih skupin. Kaja, lahko pričakujemo torej, da bi desna sredina, ki trenutno pri sestavljanju nove vlade kaže bolje, predsednici že prinesla 46 podpisov? No, če tudi vemo, da je politika umetnost možnega, pa trenutno tega jutri ni pričakovati. Spomnimo, Janez Janša je v četrtek na izvršnem odboru članom stranke jasno sporočil, nikamor se ne mudi. Predtem pa bosta morala bržkone vrste strniti tudi oba jezička na tehtnici, torej Logarjevi demokrati in resnica Zorana Stevanovića. Ta je po včerajšnji javni kritiki vidne članice stranke Sabine Senčar, da je obljubil, da ne bo prodal glasu za položaj, na Facebooku zapisal, da se nikoli ne smeš predati, ker da se bele zastave najtežje operejo, in dodal, da bi jim njihovo volilno telo mnogo bolj zamerilo podporo Golobovi vladi. Jutri bo sicer stekel šele prvi krog pogovorov pri Nataši Pirc Musar, pa bi se lahko zgodilo, da predsednica države, če ji nihče ne bi prinesel 46 podpisov, v prvem krogu kandidata za mandatarja sploh ne bi predlagala. V tem primeru se preštevanje preseli v parlament, saj lahko predlog za mandatarja tam predlagajo tudi poslanske skupine. To se je v zgodovini države sicer zgodilo le enkrat po volitvah leta 2018.